Živjo, smo Matijas in Lučka in to je KM Show! To se moramo vprašati, ker to je namenjeno zdaj kot v sklopu korona paketa, ampak kaj pa to spomeni? Drugače se ne rabiš normalno, veš? Ne, vse se ne jezim. Si izgleda tako, da se jeziš. Da se jezim, vse bi razpotečna danes. Bolj tak, ne, lagano, langsam bi rekel. A ne moramo zdaj langsam, to je nedelska tema. Kroščit. Torej, še enkrat lepo pozdravljen že v 5. epizodi KM Showa. Torej, kot vedno, kot vsako epizodo, najprej začnemo z infokanalom. Se pravi, Lučka, kaj se bo vse dogajalo ta mesec v okviru kluba mariborskih študentov? Ja, če se ti slučajno zdi, da ti je korona totalno prekrižala načrte in je potovanje no za bližnjo prihodnost, naj te razveselimo, saj bomo 18.11. imeli Potuj s KMŠ potopisno predavanje o Siriji. In sicer Gal, predavatelj, pravi, ker je pač Sirija posebno potovanje, bo torej tudi samo popotovanje predstavil na zanimiv in drugačen način. Torej 18.11. se nam ob 6. uri pridruži na našem liveu na Facebook kanalu Kluba mariborskih študentov. Ok. Poleg tega pa imamo še en zelo zanimiv dogodek v tem mesecu in sicer v bistvu fotografska delavnica z zelo znanim in priznanim mariborskim fotografom Marko Pikacem, ki bo v bistvu za vas kar 2 dni, vsak dan po 2 uri, če se ne motim. Ja, torej 23. in 25. vas čaka torej predavanje oziroma delavnica učenja, kako z mobilnim telefonom fotografirati material torej za socialna omrežja. Torej, delavnico smo razdelili na 2 dneva zgolj zaradi tega, da pač en dan ni preveč informacij in da se torej pač res lahko naučite kvalitetno delati fotke oziroma se naučiti ta proces. Kaj ti praviš, da bi jaz lahko po tej delavnici influencer postal? Ja, vse možno. Ali pa bi mogoče lahko službo pri kakem marketinškem, ko iščejo kaj za in dejansko PR, sploh v bistvu hitro gotoviš, da so danes telefoni že tako napredni, da za dobre in kvalitetne fotografije, ki so na koncu več kot le fotografije, ampak same zase pišejo zgodbo, potrebuješ samo telefon. Ja, ok, to bom dejansko res razmislil, da bi šel na to. Ja, ti tudi razmisli in si preberi še vse ostale informacije, ki jih najdeš v opisu videa. Zdaj pa bonus segment. Ok, zdaj pred onimi aktivnicami. Matija, če sem zdaj razmišljala malo, ne? Zdaj imamo tako dosti časa za razmišljati in sem utvrdila, da v bistvu naši gledalec, gledalka, kdorkoli nas zdaj gleda, ne ve nič o nama, razen tega, da smo Lučka in Matijas, ne? In da pač verjetno delamo v okviru kluba mariborskih študentov, ne? In sem si jaz zamislila, da bi mi dva pač vsak teden, ne, povedala en fun fact o sebi, ne. Ampak to zdaj ne je fun fact, da ti reče, da si DJ, ker to že vsi vemo, ne. To je splošno znanje, ne. Lahko pogooglate, ne, Matija si DJ, ampak tak bolj zanimiv, zanimiv nek del svojega življenja. Všeč me, da moram reči, všeč me. Ja, ne? Ok. Petka, bravo. No in boš začel? Ali hoče, da ti jaz dam povod? Aha, torej, en fun fact o meni. Ja, nekaj, kar ni tak splošno znanje. Zdaj si me dola, ker nisem bil pripravljen, ampak... Kaj ni splošno znano? Ti premisli, jaz bom pa čas povedala fun fact o sebi. Torej, znam na pamet cele MK-jeve ulice. Od začetka do konca. Zrepat, pet, vse. Ok, torej tu imamo eno fajnico MK-ja. Ok, zdaj, če smo že pri glasbi, en fun fact o meni je to, da že več kot 10 let igram klavir oziroma klaviature. Res? Tako da ja, pač... Čega, niti jaz nisem vedela. Synthesizer klavir, pač vse tako, ja. Ful cool. Ja, cool, ja. Kako zašpila neki? Kindiri. Se lahko zdaj na synthesizer nekaj zašpilam, mogoče. Ajde, pokaži nam svoje skillse. Zberi si en ton, kjeri ton hočeš. Ne vem, flauta recimo, je lepa. Ajde. Ok, flauto, pa kjero pesem? My heart will go on. Ok, dobro, ok. Samo malo, ok. Ok, in tak naprej. I see you, I feel you. Ok, Matijas, chill. Ti je bilo všeč, drugače? Je ful. Ja, ne? Je tebi všeč novi segment?
No, se meni super. Ja, ne? Okay. Zdaj pa, Čas za aktualne novice. ok, začenjava tam, kjer je trenutno največji ogenj. Res je. In sicer ta ogenj konkretneje je trenutno med dijaki in študenti. Dejansko bolj pri dijakih, saj je trenutno največje vprašanje, verjetno, ki se ga vsi sprašujejo, to, kaj se dogaja z šolstvom. Ta teden je z novimi idejami za protikoronske ukrepe prišla tudi ideja, ki marsikomu ni všeč. In sicer poenotenje vpisa na univerzitetne programe. Kaj to pomeni? Da, torej, do zdaj si se ti na univerzitetne programe lahko vpisal zgolj in samo za splošno maturo, ali pa če si v bistvu pri poklicni naredil še en predmet. Sedaj pa želijo torej, z izgovorom, da bi to naj podalo več možnosti vsem dijakom, torej poenotiti vse skupaj, da se ti lahko torej na univerzitetni študijski program vpišeš in za splošno maturo in za poklicno, torej nobenih razlik. Ok, to je v bistvu, mislim, vsaj verjamem, da tisti, ki so na poklicnih šolah in ki imajo poklicno mature, verjetno ne bodo, bom rekel, delali iz tega velikega big deala, tako kot tisti, predvsem verjetno sklepam, ki so na gimnazijah, ki se jim bo to zdelo na nek način mogoče krivično. Ne krivično, meni se zdi bolj, da se gre za princip. Tako da ja, verjamem, da smo vsi, bom rekel, tudi ne nazaj študentom, nam ni čisto vse eno, kaj se dogaja trenutno z, bom rekel, našimi nasledniki, tako z našimi nasledniki, kajti vseeno je pomembno, da se gimnazijci tudi počutijo in imajo ta občutek končane gimnazije, se pravi, da v gimnaziji vključijo splošno maturo in pa poklicni, oziroma tisti, ki na poklicno šolo, tako kot je Lučka prepovedala, se pravi, zaključijo to z poklicno maturo. Zdaj pač, res tudi meni osebno bi to zdelo malo, bom rekel, nerodno, da v bistvu je potem nekdo, ki konča poklicno maturo, imel v bistvu enake pogoje kot nekdo, ki je končal splošno maturo. Ne bom rekla, da je poklicna matura lažja, to ne bom trdila, bom pa rekla, da se mi zdi, da je splošna matura zasnovana tako, da te torej povede v tisti univerzitetni svet, ali kako bi rekla. Res pa je tudi, da se moramo vprašati, kako bi takšna odločitev sredi šolskega leta vplivala na potek samega šolanja do konca. Mene pa iskreno bolj zanima to, kaj bi v bistvu to overall sploh spremenilo. Pač bodimo realni, velike spremembe tudi drastično ne bi bilo. Mislim, ni od zadaj... Sprememba bi bila v šolanju. Mene bolj zanima, kakšna sprememba bi to bila v trenutni korona krizi. Dobro, to se moramo vprašati, ker to je namenjeno zdaj kot v sklopu korona paketa, ampak kaj pa to spremeni? Mislim, kaj pa je seveda, zdaj? kaj to pripomore čemu, ne? Zdaj, če je to posledica zdaj te situacije, je pač nesmiselno, iskreno, vse za moje pojme. Tako da ja. Kaj če pustimo tudi odprto temo, pa da še lahko tudi se najni gledalci sami malo zamislijo. Če imate kakšne pomisleke, lahko komentirate, lahko na Facebooku, lahko na YouTubeu, pač kjerkoli na vseh možnih mrežnih platformah. Mi dva pa potem že kar odpiramo drugo temo. Ta pa je, kaj smo rekla druga mama? November. November, ja. Ne november. November. Tako se pravi, kot vsi vemo, oziroma smo že kar pozna, ne, tem samo vseeno. Ne zares. Glejte, še vedno imate čas, da se nehate briti, ne, trenutno. Ja, ampak, glej, zdaj te bom pa jaz nekaj vprašala, ne. Torej, vsi vemo, kaj je november, ne. Moški se nehajo briti. Ampak ti veš, zakaj se ti nehaš briti? Ne, to pa ne vem. Torej nisva pozna, zato ker verjamem, da vas je večina takih, ki ste tak, 1. november, malo bom pustil brado, ampak zakaj? Ni od zadaj razlog, to je vse v bistvu, kaj vem, v bistvu kot, da s tem pokažemo na nek način support proti bolezni prostate, če se ne motim. Ja. Pač to je v bistvu vse, kar jaz vem, pač zakaj, v bistvu bom rekel, se ozaveščamo novembra. Kaj pa je, mogoče ti veš kaj več o tem, kaj je še zaledje? Seveda vem, enciklopedija. Torej, celotna zadeva... Prosim. Torej, te zanima ali te ne zanima? Ja, mene zanima, ja. No, celotna zadeva se je oblikovala 2003 in sicer v Avstraliji. In v bistvu od leta 2004 pa so začeli z njihovimi glavnimi zadevami in torej zbiranje denarja, torej odpiranje raznih fundacij in pa torej ozaveščanje za hitro odkrivanje bolezni pri moških. In torej vse, ki jih ozaveščajo, se sami sebe imenujejo #Mobros. Kaj je to? Predolgo to traje, se čez mene. Tako, skupaj smo pa že prijadrali do
pred zadnjega v bistvu. Jadrali. Pa pusti, meni zdaj to malo umetniške svobode, no. Glavnem, do že pred zadnjega, če se ne motim, dela torej 5. KMŠ-ova in sicer to je razglasitev zmagovalca oziroma zmagovalke prejšnjega giveawaya. 3, 4, zdaj. Moram reči, da tokrat je bila v bistvu izbor, kdo dobi ta punevtrgan in punevtrgana zvezek zelo, zelo težek. Najtežje do sedaj, res je, kaj ti nabralo se je... Mali milijon komentarjev? Oziroma pač en komentar. Ne, ta mali milijon je bil res majhen, ja? Ja, in ta pač en komentar. Da pa bo žreb seveda relevanten, smo vse eno naredila v bistvu to in dala noter vse možne zmagovalce. In zmagovalec, zdaj pa tisti zvok. Ja? Malo še meša, da ne bi kar bilo nastavljeno ali pa kaj. Lucija. Lucija, čestitam. Hvala za komentar. veseljem Skoro smo ti vi dolžni uslugo, ampak okej. Veseljem smo ga prebirali in pa še duhovit je bil, ne? Ja, Tako da. Prosim, da se nam javiš. Spodaj v opisu videa, torej poišči naš infomail in mi prosim, In nam, nam ja. prosim piši, da se dogovorimo za vse podrobnosti, torej kdaj boš prejela, torej kdaj si boš prišla tu po zvezke. Tako. Domača. Ne, Saj smo sami domači, ja. Vrejemo, super je bilo. Ok, tako, prišli smo pa že do zadnjega dela današnjega KMŠ-ova in sicer... Ja, v zvezi z najino tematiko v infokanalu, torej podarjava prostop na našo delavnico, fotografsko delavnico, ki bo torej trajala 2 dni, 23. in 25. novembra. Tako, v bistvu res splača se v bistvu še bolj kot zvezke, ne, če to pogledaš. Pač če je to tematika, ki te zanima, je vse, kar je tvoja naloga, torej da spodaj v komentar zapišeš, torej zakaj te fotografija zanima, oziroma kaj z tega področja te najbolj zanima, ali pa pokomentiraš torej eno izmed najnih glavnih novic. Tako, pa seveda ne pozabiti lajkati, pa ne pozabiti se naročiti, ne? Da te bomo obvestili vsak torej, ko pride nov video. In nič, Matijas, ponovno smo na koncu. Hitro mine, res teh par minut, ne. Imejte se lepo, uživajte, hvala, da ste bili z nami in... Pazite na se. Ja, reklo se. Samo jaz sem delal na mesto, ostali pa... Po svetu, ena punca.